Dobrodošli v novi oddaji našega podcasta na Easy. In danes imamo tukaj enega in edinega profesionalnega fotografa Matica Liparja. Pa bi te kar vprašal za prvo vprašanje, če bi nam povedal, kaj o sebi. Ja, seveda, sem Lipar, kot je že rekel. Sem profesionalni fotograf, s fotografijo se ukvarjam že več kot 10 let. Največ delam produktne fotografije, portretne fotografije, čez poletje imam poroke, zdaj kaj december imamo božično fotografiranje. Večinoma sem se pa bolj osredotočil na komercialno fotografijo za fotkanje. Kako se je pa tvoja poklicna pot začela? Kje si začel? Začel se je že, ko sem bil še mlajši kot vi, itak s fotografijo se zmeraj začneš ukvarjati kot s hobijem. Nikoli nimaš tako, da bom jaz fotograf in zdaj bom jaz kar profi. To ne, pa začneš malo fotkati. In sva s prijateljem, smo malo fotkali, najprej začneš malo naravo slikati, malo rožice, karkoli, to še osnovna šola. Potem sem delal tudi šolo srednjo šolo sem naredil računalniški tehnik, sem bil vedno v teh računalnikih, medijih, vse to me je zanimala vsa ta tehnika. In sem bil v osnovi grafičen oblikovalec, pa sem pa začel počasi tudi malo bolj nazaj v fotografijo hoditi. In najbolj so me zanimali vedno portreti, In to me bo najbolj fascinantno, kako narediti lep portret, kva moraš gledati na to, in take stvari, Začel sem, pa sem šel naprej na naravoslovno-tehniško fakulteto, kjer sem se tudi izobraževal. Vmes sem skočil v Lizbono za en let na Erasmus, kjer sem tudi delal šolo za umetnost. In pa začneš fotkati, pa sam veliko fotkaš, najprej zadelaš projekte, ki so ti zanimivi, verjetno pro bono, malo zastonj. Pa folk vidi, koliko si zanimiv, da imaš dobre fotke, pa lahko začneš počasi računati, pa skozi več, pa svoj studio narediš, pa začnejo velike firme hoditi in tako naprej. Ja, super. Kako pa si dobil to znanje o svetlobi, kako postaviti luč, pa te stvari? V osnovi sem jaz začel fotkati, kot sem rekel, portrete, ampak bolj specifično sem začel fotkati builderje. In pri njih je to ful pomemben, kako ti osvetliš človeka, da pridejo do izraza vse njegove mišice, vse to. In tam sem se pač res naučil kontrolirati svetlobo, iz kje mora svetloba priti, da se lepo sence naredijo, kaj rabiš iz te, iz zunanje strani, kam moraš biti pozoren. Začel sem s takimi majhnimi fleši, kot je to, še sem ta je še malo novejši. Še preden sem šel na te studijske variante, ampak pri njih sem res videl, kaj je res pomemben, kako osvetliti, kaj pomeni svetloba. Ti, ko imaš enkrat kontrolo nad svetlobo, imaš kontrolo nad celim shootingom, če mene vprašaš. Tudi punce, ki jih fotkaš, one najbolj važno, da lepo izgledajo in to dosežeš tudi lepo svetlobo, da ima lepo svetlobo na obrazu, da skriješ kakšno pomanjkljivost ali karkoli. Je super. Pa si imel takrat kakega učitelja, mogoče kako ti je malo pomagal, ali si se vse to sam naučil? Učil sem se sam, pač iz YouTubea sem malo prečekiral stvari. Drugače pa največ probaval sem stvari, pač samo uk sem bil, nikoli nisem imel nobenega mentorja. Spremljal sem kakšne te fotografe na YouTubeu, ki so mi bili zanimivi. Pa sem pa od njega malo tutoriale pogledal, pa kako on dela, pa sem to vkomponiral v svoj proces, ampak sem proti s tem, ker nisem imel mentorja, se mi zdi tudi, da sem toliko bolj razvil svoj lasten stil, kako jaz delam, da nisem kopiral od enega. Veliko sem se pač probaval. Sam probavaš, pa vidiš, kaj najbolj dela. Ja, se vidiš, tudi še zdaj, ko prideš na šut, moraš, ne vem, zmeraj si v nepredvidljivi situaciji, ne veš, ali bo do zunaj mrzla svetloba, noter ima one luči, ki so tople, kako boš to skombiniral, da je lepo, da je vse zelen, da je vse magentast. In pač, ko si na sceni, pač narediš tako, da je dobro, moraš zimprovizirati se. Koliko pa se pripraviš na photoshoot, kaj prej pogledaš malo, kako boš naredil, ali to čisto samo zadnji trenutek na lokaciji? Ne, zdaj, če so malo večji šuti, sploh če me kontaktira agencija, marketing, karkoli, oni imajo ponovadi zmeren koncept, moodboard postavljen, v katero smer bomo šli, in pač pokažejo prostore, pokažejo referenčne fotografije, kaj želijo. Jaz jih potem vprašam, kje so jo fotke uporabljale, za kakšen namen bodo in tako naprej. In pa na podlagi vseh teh stvari, pač to je en planiranje šuta, pač sploh pri večjih projektih. Kaj treba, najprej bomo delali portrete, rabim to sabo, pa bomo šli na uno, pa bomo po drugih sobah hodili in povsod je druga svetloba in ti se moraš prilagoditi. Ampak vedno moraš pa slediti neki rdeči niti, ki smo jo postavili, pač konceptu, ki smo ga zastavili s firmo.
Pri teh manjših pa improviziraš. No. Pač približno veš, kaj hoče stranka in temu slediš, ona ti pokaže par primerov. Že polkrat enkrat toliko fotografa ti pokaže sliko in točno veš, Kako boš to naredil? kire luči so bile uporabljene. Točno vem, a ne, pač aj mehka je trda, od odzadaj backlighta ni. Pač pa verim, na strani hoče trdo luč na sebe, pač in to je to, a ne. Kako pa bi rekel, rajš fotografiraš za firme, podjetja, agencije ali za reč neke posameznike, tako je božično fotografiranje ali pa ko se eno sam prije fotografirati? Jaz sem se vedno fokusiral na firme. Meni je bil vedno plan, itak se del, večji budžeti so, večji projekti so, ampak pač kot fotograf ne moreš ti imeti sam firm, pač tudi moraš ti samo poštukati, vmes se reče, a ne. In zaradi tega so pa te božične fotografiranja. Rad so ful popularni portreti, tudi pri posameznikih pridejo, rabijo lep portret, pač vse, oni so načeloma kot ena firma, a ne, sam je SP, a ne, ni zdaj to. Ja, pa tudi z družincami fajn pridejo malo, pa tako, da ni vse. Malo otroci, ne? Ja, Oni so zelo mirni, predvidevam. Otroci na fotoshuti. ja, pač čisto odvisen, eni so ful pridni, eni imajo. Eni bi pa reč preskočil. Ja, pač čistko, ja. Ja, če je zanimivo, no, pač vsak me vpraša, fak, res imaš dober job, res je dinamičen, a ne, res, vsak dan si nek drugi, spoznavaš nove ljudi, nikoli ne delaš istega šuta, zmeraj je drugače, tudi če imaš, ne vem, 10 porok, vsaka poroka bo drugačna, tudi vsak božičen fotkanje je malo drugače, drug otrok z drugimi modeli, firme sploh, a ne, in je res fajn, no. Pa zakaj pa si izbral podjetništvo, naprimer, namesto nekega normalne službe, kot je, ne vem, naprimer, da bi šel v neko tovarno delati? Kako to, da si se odločil za tako smer? Jaz sem bil zaposlen v neki firmi, že kot grafičen oblikovalec, 10 let in pač, ko vidiš, da nikamor ne prideš, da nekaj delaš, ker ni toliko cenjeno, a ne, pač, hkrati sem pa že malo začel zase delati, a ne, in pač vidiš, koliko ljudje spoštujejo tvoje delo in tudi ko enkrat začneš delati, a ne, vidiš, koliko je to fajn, In da ceniš, čuješ, da dela zase, itak dela zase, ne dela za nekoga drugega, plus budžeti so ful pač boljši, no, ker enkrat začneš delati z večjimi firmami. pa nekdo bolj ceni moč tvoje delo, lahko si ceno postaviš. A ne, pač, pa najbolj važno je pa tudi, da imaš svoj prosti čas, da meni nobeno govoril, ne smeš me dopustiti. Ja, ne, pač, če boš jaz hotel, bom šel, a ne. Ja, normalno. In sem rekel, da je to je moj cilj, da sem fraj, delam, kar hočem, pa skozi delaš načeloma kot fotograf, a ne, ampak pač si lahko. Si lahko prilagodiš, kdaj boš delal, kdaj ne moč. Ja, tako, Ja, pač super je, no. Pa je bil v tvoji karieri kaki poseben taki trenutek, da je bil ful prelom, da si začel dobivati več povpraševanj? Največ se mi zdi, da se je največ začel s kakšnimi večjimi firmami, kot so svoj brand, pa z influencerji, ker te oni začnejo, ko imajo tudi veliko sledilcev, pa vsega. Promovirati, ne? In so te začeli objavljati in naenkrat se je začel povsod pojaviti Lipar dizajn. In ja, jaz smo slišali, da ful dobro fotkaš in pač, se fotkati pa tudi dobro, ne, samo da me označijo, ne. Pač, da to je. Ampak, ko pač, ne vem, po 2-3 letih je bil sam na gori šlo vse lepo, no. Pač je na prelomance, tudi jaz sem bil takrat še redno zaposlen, pa ko sem v bistvu že dajal svoj dopust od firme, da sem hodil na šutinge, da sem lahko delal, je bila pa ena prelomna točka, jaz ne morem več, jaz imam toliko stvari, da plus da tam lahko enemu vikendu zaslužim to, kar tam cel mesec delam. Torej ti dejansko si še delal v firmi, neki redni službi, pa si dejansko zraven delal fotografijo, pa ko si videl, da boš od tega lahko imel dovolj prihodka. Ja, tako je. Nikoli nisem šel na slepo, a ne. Ja. Mer sem pač vsem sem imel familijo, vsem malo gledaš, da zazihar, a ne. In pač, ko je enkrat prišlo do te faze, da ne moreš več, da vidiš, da tam toliko zaslužiš, da je pač redna služba, sam še malo tako zraven, a ne. Pustiš, pa si takrat z otroci mogoče. Ja. Zdaj pa imam jaz tu nekaj vprašanja, sem nisem, pa bi mogoče šla to malo skozi. No, super. Tako da imam tule te kartice, sem nisem, evo pa kar izvoli, vse kar logično, sem ali pa nisem, da. Evo, te pa imam prvo tako vprašanje, sem ali nisem prišel na photoshoot brez SD kartice? Nisem, vedno sem imel sabo, vedno jih imam v torbi, poveč, če pa ne, se pa zmeraj najde kakšen moževku, no. Ker fotografi imamo toliko teh kartic. Pa imaš te hitre kartice toliko na zalogi, ali imaš boljše kako slabo, pa imaš lih toliko, da je? Ma ne, imam vse kar
dobre, no, pa itak zmer delamo z dvojnimi šuti, da je mirror image, oziroma da se na obe shranjuje za vsak slučaj, sploh kakšne poroke dogodke. Moč na obe shranjuješ RAW ali imaš na eni kartici RAW na eni? Ne, bo povsod shranjujem RAW in JPEG, pa še na drugi RAW pa JPEG. Te pa imaš to dosti prostora za zame, ha? Ja, pa sam better safe than sorry. Točno tako. Ni pol fajn, če prideš do stranke pa rečeš, jaz sem pa zgubil slike, ker mi je SD kartica se uničila. Ja, ne, to si noben ne želi. Sploh, ko formatiraš, imaš zdaj občutek, a veš, ko imaš na karti zgor že slike, pa gledaš, ok, zdaj moram to sformatirati. A sem jaz to skopiral ksep na disk, pa sem jih že poslal, imam backup narejen, zmer je malo, čizmer, ko formatiraš kartico, ima zmer malo smota. Kaj če za nekaj ni vredno? Ja. Kaj če si nesto formal? Ta druga kartica, ki že tisto gor, ker bom še kakšen mesec počakal, da jim zbrisal kis. Ok, naslednje je, sem ali nisem šel na napačno lokacijo na neki job. To pa sem. Danes skoraj. Danes je bilo skoraj, ja, ker sem mislil, da imamo v Ljubljani, dobro sem pogledal eno uro prej, kje smo sploh. Drugače pa sem, ja, ne vem, slikati sem mogel en hotel, ne vem, firma je imela 2 hotela, 3, pa ko smo skozi gor fotkali, sem šel avtomatsko v Bohinj, v bistvu bi mogel biti pa v Trzinu, jaz kličem ob 7 zjutraj, kje smo, oni, kaj pa ti gor delaš, mi smo kle, da drug lokacija je, ja, okej. Pa dobro, vse če se pol oni razumeli, pa prideš pol tja nareš, kam moraš. Ja, no, ja, sam res je bila razlika, skoraj uro pa pol vožnje, a ne. Ja. Pa saj si hiter. Mislim, danes si bil hiter tu. Sam sem po pravilih poslal. Potem imamo pa, sem ali nisem pozabil ime neke osebe, ki je prišla ta moč na fotošutih, malo več pride, pa se ti vsak predstavi. Si kdaj pozabil ime od katere osebe? Sem, ja, to velikrat pač. Zapomniš živo, in tako imaš ono avtomatsko, cek. Ja. Sam pač meni neroden, kako si rekla, da ti že ime, kako si rekel, da ti že ime, pač vprašaš, pač na dan toliko pa toliko ljudi obrneš, toliko pa toliko jih spoznaš, pa če imaš božično fotografiranje, pa imaš 10 družin. Ti si zapomnil vsaj imena. Pa so Svit, Jan, Maj, pač milijone enih otrok, ne. Ja, pa sploh, ko so en za drugim, pa vsakič neki drugi obraz, si težko zapomniti, ja. Imam pa sem ali nisem prišel na fotošut, brez da imel bilo kaki pojem, kam sploh delal, pa sem pol improviziral. Sem, kot je veliko šutingov, kot sem prej že razlagal, je vidno pač potrebna improvizacija, nikoli ne bo prišel, ki si lahko predstavljaš, danes imam en fotošut, tam z enim nekaj delamo, enih pisarnah, to vzad lepo steklo, malo bo zelenja zadaj, da svetloba se v tem odbijala, pa prideš v eno klet, brez oken. Pač, zmer moraš improvizirati, ne, pač, nikoli ne veš, kaj dobiš in lik to je fora, ne, da smo fotografi, da naredimo, da zagotovimo dobre fotke na ročniku, ne glede na to, ki si, ne, oziroma po svojih najboljših možnosti. Točno tako. Te pa je to za to rubriko, zdaj imamo pa še en challenge, ki je ono na novo. In sicer, kdo hitreje zecta fotografijo, oziroma boljše. Teda zdaj še mogoče ne začeti, toliko smo se, novi MacBook je. Ja, okej. Zdaj mogoče, če boš ti kao boljše naredil, to zato, ker imaš boljši računalnik, ne. Ne, čak, da pa, a to že začneva? Ja, zdaj bo začel jaz odštevati, tako da, si pripravljen? Čak, kaj moramo narediti, a samo zeditati malo? Zdaj je RAW, pa če boš čim lepšo probo narediti, mogoče kaj se da v 1 minuti. Itak ne more kdo tako, bi drugače, ja. Aha, okej. Itak verjamem, da bi drugače bilo malo boljše, ne, ampak. Čak, meni se kar eni update kažejo, pa kar eni, da si prvič uporabljal. Za ne goljufotke spodaj vidijo, kaj delaš. A ja, ne, samo odpiram si tele vse. Ok, 3, 4, zdaj. Joj, meni kar kaže, kak se point, To bo kar slabo. Kaj si drugače navajen z MacBookom delati, ali ne? Se imam, čak, kaj imam tle kar? Koliko pa še imamo mi kaj časa? Jaz imam ful počasen Na 30 sekund sva. Koliko? 30 sekund. Jaz sploh več ne vem, kaj bi naredil, že da bom čim hitrejši. Al 10 sekund še imava. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Aha, ti še čisto to. Jaz sem šel tako, nekako mi je prišlo, nekako nisem imel ideje v eni minuti, kaj narediti. Da kaš. Si imaš ful temno, jaz imam ful Jaz sem svetlo, bolj temno, ja. Ja, pa res. Ja, dobro. Je super. Mislim, da bo moja publika odloči, da je to zmaga. Moje je bolj bright energy, Moja je pa bolj temno, malo bolj dark. depresivno. Ja, super, ja, minuta res malo, to smo. To je malo, ne. To pa drugače za editing, uporabljaš Lightroom, ne? Ja, pač, kar vse 3 stvari imam. Lightroom pa je Evoto. Pa je Evoto. Kako pa recimo, da imaš Evoto? Ti Evoto tudi popravi, ne vem, če imaš neki del scene, ti manjka, ti Evoto popravi, to ti del Ja, scene, isto je kot ta generative AI. pa dobro naredi. Dobro. Tam je pa za kredite zaplačevati, no. To vem, ja. A se splača, bi rekel? A včasih je pa na zračuno, da je ne 3 cente na sliko pride obdelava. Sem to pa ful ni dosti, se nekaj tu zaračunaš za slikanje, ne? Ja, pač vkomponiraš noter. Ne, ja, bolj je to, da ti prihrani čas, no. Sej pač kakšne zahtevne stvari še skozi v Photoshopu narediš. Jaz sem začel s temi retouchi, pa še preden so prišli AI sploh ven. Pa takrat, tudi ko so bili zelo zanačani, vse je naredil KM Vosaka, ne. In sem znam na roke zeditati tako, s to frequency separation, znam narediti retouch kože, tako da je proper, ne. Tako da to znam, no. Pa uporabljaš tudi akcije v Photoshopu, ali se te akcije, ko imaš možnost, da... V Photoshopu sem ful malo, tam bolj res uporabljam za kakšne te odstranjevane stvari. Drugače z Lightroomom pa z Evoto tam največ naredim. V Lightroomu ima zdaj že toliko teh AI stvari, da lahko zbrišeš, ja. Ja. Zdaj imam pa še vprašanje, kako imaš ti marketing organiziran, oziroma če ti kdo pomaga pri marketingu, si se sam naučil, ker koliko jaz vem, imaš jumbo plakate, oziroma si imel, ja. Zelo jih nimam, no. v Mariboru jih ni, ne, na Instagramu videl, ne, ja. V bistvu vse sam delam, nikoli nisem prav planiral, kako me zdaj si delal svoj marketing, vedno sem bil to, kar sem. Prav sem biti čim bolj zabaven, kot zdaj, ne. Ja, Drugače pa nič, pač folk itak najraje gleda bedarije na Instagramu, ne. Vmes pa pojď kakšno fotko dam, da se vejo, da sem fotograf, ne. pa da vejo, da na neki nivo je, ne. Zelo fotkam, no. Drugače pa, ne vem, sam vse naredil, tako sem bil v osnovi računalniški tehnik, sam si zorganiziram Google Ads, z optimizacijo delam sam, sem bil 10 let grafičen oblikovalec, si delam vso grafiko, pa vse sam si delam, da sem fotograf. Če rabim content, si ga sam naredim, včasih sem video montiral, tudi znam video te montirati, tako da načeloma znam vse, zdaj pa sam še povedati, koliko je zanimiv content za ljudi, ne. Pa se mi zdaj, na Instagramu tebi kar uspelo, ne, si kar dobil dosti followerjev, Ja, v zadnjem času. Tako, skozi malo raste tam, skozi malo počasi raste, no. Pa imaš to Meta Ads tudi uporabljaš, ali ne uporabljaš Meta? Na Instagramu ful malo uporabljam tega, no. Sam Google uporabljam. Sam Google. Ja, sam Google Ads imam. Pa povpraševanje večinoma dobivaš čez spletno stran, predvidevam? Največ jih dobim pri Google, no. Pri Google. Ok, folk me tudi prek Instagrama veliko najde, ne. Ampak največ prek Google, no. Pa influencerji preko Instagrama, ne? Vse to me pa že vsi poznajo, influencerji. Da že počasi prehajam, da sem jaz influencer. Hvala, šef, ja. Začel se savce promovirati. Se bi lahko moče bil ambasador za, ne, Ja, sej, pa ne vem, kaj čakajo. Ne te čakajo. Tam zdaj te bo tu videl, na tem podcastu boš videl, ker tu jim reklamo se naredimo, ne. Ja, sam res, zdaj skrit, če me ne bi promovirali to. Kako pa kot začetnik, mogoče začeti, da deluješ profesionalno, pa da vseeno imaš neki marketing, da si popularen na Instagramu lahko, tako si na primer ti, Ja. pa mogoče da deluješ tako malo na hece, ampak še vseeno deluješ profesionalno, da te neke velike firme, tako so svoje, Medex dejansko najamejo. Ja, dobre fotke rabiš, ne. Aha, Pa čim boljši vid moraš, ne, oni velike firme to je najeli zaradi kvalitete, ne zaradi tega, ker smišlja, ne. mogoče. Velike tu firme te najamejo, ker si, ne vem, pač si profesionalen, natančen, držiš se rokov, na setu si profesionalec, veš, kva delaš, dostaviš in kvaliteto, to, kar zahtevajo, ne. Tle, Instagram je res samo za zabavo, ne, firme pa zahtevajo to, kar se bo vse našteva, ne. Ker vseeno neko profesionalno se nekaj Ja, bojo. ne, nobena banka Porsche te navnejo zaradi tega, ker si ono foro dobro naredi, se na Instagram. Si imel to več, Ker imaš proper fotke, ker vsi dobro izgledajo, ker vse štima, ne, dostaviš fotke do roka in pač tudi, koliko ti je pri produktnih, ne, izgledajo fotke, ki se prodajajo, oni zaradi tega
plačajo te, zaradi tega, da toliko več poj prodajo, zaradi fotka, ne. Zaradi fotk, ja. Pa zaradi fotk misliš, da te tudi druge firme, potem dejansko firme, tudi druge firme vidijo, da si za njih že fotografiral? Ja, In da dejansko firme med seboj pogovarjajo in potem... Ja, se te v Slovenija je toliko majhna, da se vsi malo med sabo poznajo. Pa vidijo, a ne, sploh te kakšne mlajše firme, ki imajo toliko marketinga zate, ne, oni tako se pa spremljajo, pa rečejo, ujel, mi tudi tako. Veš. Pa imaš mogoče kakšen nasvet za mlade fotografe, kako bi naj oni začeli z marketingom, mogoče kako se oglaševati? Ja, ne vem, začnite oglaševati svoje fotke, objavljati, no, oglaševati. Na Instagram, spraševati ljudi, delati behind the scenes, tega moram ful več jaz delati, to se vidi, da. Pa si kdaj razmišljal, da bi najel koga, da bi ti delal videe behind the scenes, ker verjamem, da to dosti da. Zdaj zaenkrat lahko bi najel, samo ne vem, če bo toliko fajn. Moj bi sam za ta professional stvar. Se mi je samo obdržal tako komično zadevo, on pa samo objavil te behind the scenes šute, pa nasvete, kako se mu jaz povedal, pa on to naredi, ona. Ne. Ja, ker vseeno se mi zdi, da ta je fajn to delati, ne. Ja, jaz meni usput to naredim, pač kaj objavim, pa kaj dobrega vidim, pa nikoli pa nimam planiranih objav ali pa točno uro, da me jaz objavil karkoli, pač zmeraj sam spontano, se vse delovno. Kakšni so pa tvoji pogoji poslovanja, na primer, nekoga fotografiraš, kaj pol zahtevaš, da te označijo? S firmama imamo itak pogodbe napisane, tam, ko sem reden fotograf njihov, da imamo pač vse te pogoje noter napisane, cene, pogoje, dostava fotografij in vse to, z ostalimi pa ne. Vse načeloma mi ni toliko važno, da me spet objavijo. Razen, če delam kakšne šutinge s kakšnim puncem, ki sem jih velikrat naredil, da oba dva najdeva eno kolaboracijo, da me ona da kot collaboration, ampak pač, tam se pa pač dogovorijo, kjer stil bo fotkala, da obema v redu, pa da ima ona tudi toliko followerjev, pa da se splača, no. To je pa stvar dogovora, drugače pa tudi nobenega. Pač sem vesel, če me označijo, ker jaz pa to tudi jaz sharam, tudi jaz imam veliko sledilcev, pa tudi oni pa dobijo nekaj od mene, pa tako naprej. Pa tudi imaš reklamo, neki portfolio, da lahko pokažeš, ne? Ja. Kaj imaš tudi opcijo tiskanih fotografij, da jih lahko... Ja, načeloma jaz ne tiskam, če hočejo, da to outsourcati, pa ne natisnejo, no. Pa si kdaj razmišljal, da bi dal za editing outsourcati? Kakšne res kompleksne product shote dajem v Rusijo, ja. Res kompleksne. Ki so res high-end cosmetic shoti, ki mora biti vse pitch perfect. A te rušne je bolj škot? Ne, da so ugodni tudi, Se nekaj, ali še znam to ritač, pa je pa nekaj tok, ki mi toliko časa vzela, raj tam plačam, pa ti tisti čas za sebe. pa za malo več freja, kot pa da tam sam zdim pač. Zato imaš tudi verjetno Evoto, ti dosti časa prihrani, ne? Ja, zdaj ti programi, kot so zdaj za IM, nam ful prišparajo časa, no. Samo se ne moraš ga uporabljati zmerno, drugače. Kaj torej ti obdelaš v Lightroomu, podaš Photoshop ali daš prvo Evoto? Ne, najprej v Lightroomu. Najprej potem. Da je Evoto, to sploh ne uporabljam, zelo pač, če so res portreti, no. Ampak vedno daš pa Photoshop? Ne, Photoshop skoraj nikoli. Skoraj nikoli? Samo v Lightroomu. Kaj pa tebi v tem, da imaš smutski in to? Se že v Lightroomu se že malo da s temi mičkenimi filtrčki popraviti, se že to da. Filtrčki, ker pa je to? Pa je to filtri, veš? Ja, dosti. Če pa hočeš še dodaten, greš pa v Evoto, da ti še, ali pa Photoshop, če pa kakšne mazolčke ali pa kaj, no. Drugače v Lightroomu imaš toliko tega s temi maskami, to se vse da naredi z maskami. Pa misliš, da je oprema, ki jo imaš, pomembna, ali ne? Ja, pač sploh fotič je če imaš najboljši, kar obstaja. Ti na dobre slike delaš? Ja, pač, da ne zataji na setu ali pa na karkoli, ne. Pač, če že najamejo najboljšega, pa mora biti tudi oprema najboljše. Pa si kdaj probal katerega drugega proizvajalca mogoče? Prej sem imel Nikona, sam to 10 let nazaj. Pa sem se pa kar enkrat odločil za Sony, ko so mirrorlessi ven prišli. Imaš tatu? Na tatu je Sony? Tatu. Sam nisem napisal Sony. Ampak se vidi, da je Sony. Mislim, vsako poznam fotoaparat, da je to Sony. Z očmi. To je nekaj iz Jumbo plakatov, ne? Ne, na Jumbotih sem imel bolj, da te fotka lipar, kot pa radar. To samo ni bilo večjih. Pa še eden je bil, pa sam pazi lipar fotka. To je bil pa nadaljevanje, veš, kot pač.
Jaz mu pa razen, smo 53 fotkov. Pufa, če jaz se prav spomnim, če si se slikal pred Jumbotom, si dobil, Štumfe, ja. ne? Vseh imaš gor, da pokaži jih. Že se v kamera, meni videl. Si sem rekel, Ti jih imaš tudi, sem ti jih imel. mlaj on boj za gor, da se ne vidi. Jaz si v gozu danes kaj fotografiral. Si rabo, ne, s tam na Gorinskem je skozi mraz pa megla, pa deč. A ja, tu pri nas je toplo, ne? Ja, kaj imate kar. Sreč, da nisi rabo iz Ljubljana. Ah, ja. Dobro, da nisem v Ljubljani, ja. 5 minut preklical kisa. Imaš mogoče kaki nasvet, pač mislim, kaj bi ti naredil, ko si bil mlad, pa da bi dal neki nasvet za zaključek vsem mladim fotografom, ki si mogoče vzor, ali pa ki bi radi fotografirali. Ja, neč, naj čim več fotkajo, kot vedno rečem. Probavajte, ustvarjajte, razvijte svoj stil. Naj vas ne bo sram, pač samo uživajte to, kar delajte. Če vas zanima, ne vem, bolj pokrajine slikajte, portrete, eni hočejo dogodke. Pač vsak se najde v nečem, a ne. Sam fotka čim več, tisto, kar isto hoče, a ne. Pa pojď razvijati se v tem, a ne. Ti bi lahko rekli, da je... Hvala od mene za vse tipse. Samo ne, če imaš toliko tipsov. Ja, ne, sem začel zdaj. A to bo novi content zdaj na Lipa. Ja, bom dal tam pod krog highlights. Tips and tricks by Lipa. Ko uporabljati modifierje. Ja. Je nič, najlepša hvala, da si se oglasil. Malo si se načakal, samo... Upam, da boste dobili dobro oceno. To je tudi jaz upam. Da je profesor, super so bili. Super, te pa najlepša hvala, da si prišel. In hvala tudi vam, gledalci, da ste spremljali ta podcast. Mi pa se vidimo naslednjič.